našo besedo se dedek boril je, ponosen otrokom je zgodbe delil, pod grudo domačo počiva spomin, da nikdar pozabil ne bi korenil. Zakaj taji slovensko srce? Zakaj taji matere svoje? Beseda slovenska ti v srcu je kot kaplja krvi, nikdar Slovenec je naj ne zataji. Beseda slovenska ti v srcu je kot kaplja krvi, nikdar Slovenec je naj ne zataji. Dobro jutro in lep pozdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Pa smo prišli do zadnje oddaje v tej sezoni 2015, kaj naj rečem, lepo mi je bilo, čeprav pa že malo, sem kar čakala, da odrinem, da imam neke počitnice, pa tudi naši fantje, da si naberemo nove energije, pa novih idej, pa povabimo seveda nove goste. Naj vam povem, da se bomo v novi sezoni, tam v mesecu septembru, prav gotovo videli. No, 2 meseca pa zdaj nas ne bo, jaz upam, da nas ne boste preveč pogrešali, malo pa že, tako da nas boste potem z nestrpnostjo čakali v mesecu septembru. Vsi tisti, ki se odpravljate na morje, lepo se mejte, veliko se smejte, zaplavajte svobodno po Prešernu. Tisti, ki zahajate seveda v gore, pazite, da ne bo kakšne nesreče nepotrebne. Sicer pa počitnice so zato, da si seveda spočijemo, da damo vse na off, kar pomeni, da ne študiramo na skoraj nič, kot samo na svojo boljšo polovico. Pa še to ne? Res, spočite se, lepo se mejte, potem se bomo seveda v mesecu septembru zopet videli. No, danes, dragi moji, pa pozor! Podelili bomo danes harmoniko Alpen. Z velikim veseljem jo danes podarim nekomu, srečnici, srečnežu, ki je, oziroma ki bo izžreban že kar na začetku. Po naslednjem glasbenem predahu bomo izžrebali nekoga, ki bo velečastno prejel nagrado Čurin, seveda glasbeni center Čurin, poklanja tole čudovito nagrado harmoniko Alpen. In tistega, ki bomo izžrebali, ali tisto, bom seveda poprosila, Celje ni daleč, seveda odvisno od katerega konca ste oziroma bo nagrajenec, če boste tukaj v bližini. Vas naprošam, da pridete direktno v našo oddajo, v naš studio po zasluženo nagrado. Takole, po prvem spotu oziroma po prvi skladbici naših glasbenih prvih gostov bomo poklicali oziroma izžrebali nekoga, ga tudi poklicali in poprosili nagrajenko ali nagrajenca, da pridete tukaj direktno v naš studio po nagrado. Zdaj lepa, danes se bo Prlekija predstavljala po dolgem in pa počez. Imamo seveda tudi okusno kulinariko, kulinarične dobrote iz seveda tistega konca. Prijetno mi tukaj že diši. V nadaljevanju se bomo lotili tele naše mizice, ki je resnično polna dobrot. No, porini pa počini so pa današnji osrednji glasbeni gostje in prva pesmica, ki jo bodo zaigrali, moram malce... 4 fantje špilajo. Tota je pa res lepa pesmica, vsi jo dobro poznate. Z nami pa seveda tudi folklorna skupina Klub prleških babic Pristava pri Ljutomeru, ki bodo zraven tudi zaplesale. Takole, porini pa počini in pesem 4 fantje špilajo. Štirje fantje špilajo, špilajo, ole špilajo, za eno mlado kelnarco, kelnarco
desetikrat, dobil jo je vsakokrat, vsakokrat juhej. Kenaca je videla, ojle videla, milo je zajokala, jokala juhej. Rašken sladi prapročit, ojle prapročit, kako starim na ceštet juhej. Bravo, bravo, bomo seveda vsi zaploskali drugemu, takole, odlično. Tele naše babice, sem prav rekla, pa niso kar tako, ne? Poglejte, kako judskajo v našem studiu, kako plešejo in seveda se zabavajo. Tako je seveda tudi prav, drage dame, dragi gospodje, pridite malce bliže, tukaj so kamere v našo družbo, pa ne proti kameri, takole malce vzad, tako, super. Klub kaj? Babic, sem prav povedala? Ja, Ja, prav babic, a ste že vse zdaj babice tle? Ne, pa ne. Tudi vi? tudi mi. Dvakrat. Pa ne se hecat. Čisto res. So pa kaj, zdaj, ali tako dobro zgledate, ali so pri vas hitro začeli? Hitro smo začeli, pa verjetno tudi dobro zgledamo. Pa super! Eno z drugim, dajmo aplavz za gospo, ne, ker je tako fajn povedala. Res, kako je biti babica? V redu. Lepo, ne? Lepo. Koliko so Nekaj stari? najlepšega. Koliko so stari? 13 mesecev pa en mesec. En mesec, Ja. to je še pa čisto Čisti sveže. sveže. In sta fantek, punčka. Fantek in punčka. Lepo. Fantek je starejši. Zdaj pa to se malo obrneva, ne? Tale ljubezen do otrok je čisto nekaj drugega pravijo kot Kot do ljubezen. vnukov. Ja. Je, ne? Ja. Vam že pustijo blizu? Ja. Že babi pospravlja, dela, kuha? Že. Na polno, Lahko ne? vse dela. Vse Na lahko polno, dela. takole, na polno. Klub babic, torej folklorna skupina, ki prihaja natančneje iz Pristave Je pri Ljutomeru. pri Ljutomerju. Zdaj, koliko parov vas je sicer danes? Ste štirje tukaj? Štirje, ovači pa nas je 6. A, 6. Ja. Zdaj, ste se že tudi v rani mladosti ukvarjali za folkloro ali ste zdaj na starejša leta? ne Več vem? ali manj že v rani mladosti. Kdo je že prej plesal, ko ste bili še mladi, fantiči, vsi ste, večinoma vsi. Ja. Je lepo plesati folkloro. Super. Pa fajn vroče vam je danes, ne? Pa tudi to, pa mora biti. Povejte, tole je oblačilo, ki je značilno za... Prlekijo, Prav okolica Ljutomera, ja. Kakšna obleka je to? Tole vidim, da je malce drugačno kot ta je verjetno Ja. bila za kakšne... Bola gospodska se reče, no. Vi ste gospodska danes, a ne? Kaj se pa spode nahaja? Ja, spode se nahaja untrčka. Pa je unterca? Ja, unterca. A dajmo malo dvignati, no, bravo. Kaj pa pod unterco? Pod untrca pa je. Ojoj, pa kolečka. Pomparce. Pa vidite, vmislim, včasih je ženskam bilo kar precej vroče. Ja, Se vam ne zdi? vse, A to se dol sleč, pa gor dati. Ja, pa nič ne moreš, če je tako, je tako. Tak je bilo, ne, prava ceremonija. Kakšna obleka, tule vidim tudi takole, ampak vi, gospa, imate pa malo drugače. Pridite malo bližje. Vi imate pa kakšno obleko? Jaz sem pa obleko moje babice, ker tako smo tudi delali, oblike smo šivali po slikah naših babic. Res? Ja, tako, In in to ta so obleka je bila? mašne oblike. Mašna. bolj, Ja. To Vse ni bila so tista mašne. delavska, ne? Ne, delavske imamo posebej, A, tiste pa tiste so imamo. prav posebej. Imajo moški šurce, ženske imamo predpasnike, Dobro, fjordove. no. Zdaj pa imamo mašne danes, No, ker je lepo. tudi nedelja. Ne? Ker je nedelja. Povejte, vi imate kaj spodih ali nič? Tudi. Vse Imamo? Vse imamo. Včasih je bilo to iz katerega? Torej, utrce so bile predvsem iz katerega? Jaz blaga? bom pa, to so bile doma narejeno platno. Platnene, tako. platneno, Ja, ne, ja. super. Hvala lepa, draga družba, zaenkrat vi se lahko seveda usedete za vašo mizico. Zdaj pa, dragi moji, ne, je prišel tisti trenutek cvetka. Tadam. Izžrebali bomo danes nekoga, ki bo prejel kakšno harmoniko?
Alpen. Ne. Kakšno harmoniko? Harmoniko Alpen. Tako. In Ivan, tukaj jo imamo za vami je, pa prosim, če jo primete seveda v svoje ročice. Tukaj se je nabralo kar nekaj, ne? Tistih, ki ste vsako nedeljo klicali. Držimo pesti zdaj za vsakogar, ne? Držimo Cvetka. Za vsakega držimo pesti, ampak nažalost Samo bo eden prejel, ja. Jaz grem seveda, oziroma vas bom poprosila še za mikrofonček, če mi ga lahko date. Jaz predlagam, ker je že tale škatla res taka boga, ne, Cvetka, vidite. Celo leto je čakala, se nabirala, prah ni mogel v njo, zato ker so stalno novi listki noter padali, Ja. ampak zdaj Pa nekoga izžrebamo. Tako, Cvetka, jaz predlagam tako, kaj pa če mi še nekaj drugega nadiva? Deva tole škatlo kar takole malce Kaj pa, če raztrgati. bi jo tako stresla? Kar pa manj malo- stresa imajo. Ampak rada bi pokazala, Tako, koliko da je bilo, se ne? vidi, tako. Ogromno lističev, takole, je Poglejte. zbrano tukaj le notri. S Ogromno. tem, da moram povedati, da smo dosegali tudi rekorde, po 250-280 ljudi nas je na oddajo klicalo. V eterih seveda pride malo manj, ponovadi po 30, odvisno, kakšna je seveda oddaja. Cvetka, jaz vam prepuščam, ne, da ne bojo rekli, da kakšna kuhna tlele. Lepo bi prosila, da tisti, ki ne bodo dobili harmonike, da ne bodo jezni na mene, lahko pa pridejo v Prlekijo, pa jim kaj postrežem. Tako, zdaj pa Cvetka, Malo pretresemo. bomo kar takle dali, bomo fajn pretresli tole in fajn premešali cvetakole. Zdaj pa Cvetka kar stran gledati. Joj, sem nestrpna, tudi jaz, kaj pa vi? Kaj pa, če Še bi malo mešamo. zavlečevali, to pri Big Brotherju tudi tako mešajo in čakajo. Kaj ste? Ne, enega že bac, ne še. Joj, več jih je bilo. Več jih je bilo. Imamo enega. Imamo enega. Oj. Usoda je tako hotela. Tukaj imamo torej nekoga, ki bo seveda danes prejela ali pa prejel tole čudovito nagrado Harmoniko Alpen. Zdaj ga bomo seveda razkrili, ga tudi poklicali, prosim seveda še za telefonček. Ja, jaz bom malce pokukala. Ja, ženska je. Bravo za žensko! Stalno več je. Dajte mi prosim harmonikašic. telefonček, ampak ne bomo še izdali, jaz bom čisto po domače zdaj tole naredila. Poklicala bom in nekomu bo zdaj doma zazvenel, ne? Zazvonil telefon. In da vidimo, če se bo tista oseba oglasila, ker pač lahko iz našega studia kličemo samo iz domače, oziroma iz domače številke, domačo številko. Tukaj je pa zapisan mobitel. Kličem. Halo, lep pozdrav! Aj na drugi strani gospa Silva. Silva, tukaj je pa Polonca iz oddaje V nedeljo pod lipo. Kaj ne morete verjeti? Zakaj pa mislite, da sem vas poklicala? Nekaj imam za vas, ja. Ne gre več bolj na glas, ne morem dati bolj na glas, bi seveda z veseljem dala gospod na glas. Gospa Silva, vi ste dobili danes Harmoniko Alpen! Silva, a ste vesela, zajuckajte? Ne gre na zvočnik, ker ne gre bolj na glas, takole. Silva, povejte, odkot ste? Zdajle pa prosim, takoj v avtomobil in pridite direktno v našo oddajo po harmoniko. A drži? Super, Silva prihaja! Silva, pridite prosim, pozvonite in se vidimo torej čez nekaj minut v naši oddaji, prav? Srečno, nasvidenje!
Joj, takole, odlično. Harmonika je romala, bo gospa Silva sama povedala, ker od navdušenja seveda nisem prav nič razumela, samo eno vreščanje in kričanje. Ivan, kaj boste rekli? Ja, super. Hvala, da mislim dobila to, ne? Ivan, vi poznate gospoda Staneta? Seveda, samo ni. Danes ga nažalost Danes ni. je zadržan, pa ni mogel priti, ne, pa je rekel, ne, jaz kar podelim. Ja, Staneta dobro poznate? Ja, s prijateljem smo. Kakšna je harmonika Alpen? Harmonika Alpen je super. Super. Mi igramo, imamo dve, pa že igramo koliko, 5-6 let, tako da smo zadovoljni, ne? Odlično, Ja. odlično. In tale harmonika, torej Roma, gospe Silvi, da ne bo pomote, bomo takole tudi pokazali. Gospa Silva je torej dobitnica lepe nagrade harmonike Alpen. Iskrene čestitke, no Silva se nam bo pa kaj kmalu pridružila tukaj v našem studiu. Draga družba, lahko se seveda zopet usedete, Cvetka, tudi vi, pa seveda poberete tole škatlico, jaz pa grem tukaj k tele mizici. Draga družba, me vzamete tukaj vmes? Joj, takoj. Dragi moji, z veseljem vam kar predajam mikrofon. Prihajate iz kod? Iz Lotmerka, to je iz točno kje? Ljutomera. Ljutomer? Po domače pa je Lotmerk, ja. Aha, Mi smo klub prleških babic, predstavljamo Prlekijo, vse povsod, kam gremo. Naša folklorna skupina pa smo Veseli Prleke. in kakšna je Prlekija, oziroma kakšen je Ljutomer? Mal povejte, opište. Ljutomer, to je najlepši del Slovenije. Obdajajo nas vinograde, Ja. ki imamo dobro vino. To imamo sicer, da je rdeče vino, potem imamo belo vino, vse sorte, kar želite. Kulinariko, kot vidite na Odlična. mizi, to smo samo en delček prinesli. Ko smo ravno pri mizi, pa pri kozačku, a gremo tisto, kolikor kaplic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Kdor pa kislo se drži, ta za našo družbo ni. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. A bomo zaljudskali? Odlično je bilo tole, draga družba. Kulinarika. Ostali sva pri jedači. Kaj vse za danes prinesli Na s naši seboj? mizi seveda nikoli ne manjka meso iz tunke, Tunka. klobasa, čebula, to najbolj paše zraven, ker k vinu pa k temu to paše. Kruh seveda, potem je najbolj znana pri nas ajdova pogača. Ajdova? Ja, to je zdaj Lahko malce ukradem? celi kosi kar vzemte. Hvala. Ali tudi ajdov krapec, sicer danes imamo ajdovo pogačo. To so bolj slane jedi, ni sladkano, potem naša prleška gibanca, pa postržjača, to pa je zelo pri nas najbolj znana postržjača. Kaj to pomeni prstežja? Postržjača pa pomeni, ko so naše babice pa ženske še zdaj, ko mesijo kruh, sicer so nekoč mesile v velikih lesenih teh banjicah, ne, koritih, no potem pa je vedno kaj testa ostalo, ne, ti se pa to postrgalo, se naredil en hlebček in se zato rekla postržjača, ne, ker to se pa je umesilo, tako je razvaljalo, se porinilo v peč, gor se da zaseka, se v peči speklo in seveda otroci, ki so čakali, ki je tako fajn diši domači kruh s peči, so najprej dobili postržjačo in to je zelo odlična jed, to tudi vi poskusite, to je slano, vse posod jo radi jejo, ker pa še vino in vse posod pravim rejši kot sladko. Sicer imamo tudi sladko domačo rolado, Vse imate vse danes s imamo, seboj. no nimamo vsega, A ne, tu gor so pečemo tudi še ogromno. ocvirki? To je pa zaseka, zobel pod naše. Zobel? Zobel. Mislim, ko človek pride tja k vam, se mora najprej enih besed to je pa naučiti. res, ja, če bi mi tako vsi prleško v fejs gučali, je... A pa dajte zdaj malo čist tipično po prleško. Ja, lahko mi gučimo prleško, Ja, ja. kaj dajte vi, pa ne bomo nič razmeli, ja, se bomo. tudi Boste mogli prevajalcu imeti. prevajalstvo, ne? Ja. A res, ko pridemo tja, mislim, turisti, pa tudi Slovenci vas ne razumejo. Ja, se sporazumemo. Se? Vete. Smo pa mi taki narod prleki, da vse razumemo, ker mi smo ravno... Kako? A nemščina imate Mi zraven? imamo mejo, smo praktično na tromeji, ki je Hrvaška, Mađarska, Ja. Avstrija in mi moramo vse razumeti. Ne? Nas tak ni, ali mi pa se vse Kaj pa sporazumemo. mađarsko? Razumete vi? Ne, mađarsko pa ni. Kdo edino to. razume tu mađarsko? A kdo govori mađarščino? To pa Hekmeš, ni. hekmeš?
tega Ona ima ne. pa res svoj jezik, ne, čisto. Ker so imeli tako strogo mejo, pa to pa nas nikoli ni tako prej zanimalo, ne? Ker nismo nikoli pričakovali, da bo odprta meja kot sedaj. Ne? Tako da Pa se zdaj- nismo tega naučili. Ja, sicer pa folkloristi, povejte, a kaj greste tja plesati v Avstrijo, pa Madžarsko Gremo v greste? Avstrijo, Hrvaško, Mađarsko nismo še bili, Ne še? ja, drugače pa po Sloveniji pa vse okrog hodimo. No, Ja. super, super. Obadamo se v glavnem s kulinariko, kot vidite tudi imamo ljudske godce, potem tamburaško skupino, tako da smo kar Pridni. dobro. Ja. Pridni. Upokojenci. Danes ste veseli, da ste v naši družbi? Zelo, zelo. No, super. Ko ste zjutraj prišli, ste bili še takole malo. Se Je ne. deževalo je, vidite, deževalo je pri nas. Poglejte danes, ne, kakšno vreme imamo pa v Celju Pa mi tukaj. smo prinesli sonce. Tako, super. Hvala lepa za enkrat. Vi kar pokušajte tele vaše dobrotice, da ne boste lačni vse tja do 12. ure. Jaz pa grem do gospoda Ivana. Ivan, prav prisrčen pozdrav in pa celotna družba tukaj vam dam mikrofonček, grem pa tukaj do gospe Cvete. Ivan, 1 leto je, odkar smo na zadnje bili skupaj, če se ne motim. Ja, to je res tudi na koncu, ne? Tako danes, ne? Tako, zadnja oddaja. Ja, ta zadnja oddaja. 1 leto smo starejši. Tako. Ha? Ivan, kaj se je med tem časom dogajalo, zaporili pa počini? Ja, med tem časom smo imeli veliko nastopov, neke pesmi smo posneli, mislim, da en CD, celi, ne? Cel CD, Ja, tako. koliko pesmic? Ja, 14 jih je gor, ne? 13. Samo delamo tudi neke nove, ne? No, fajn. Tudi smo letos na Hafenfestu igrali 4 dni, ne? Kaj pa je to Hafenfest? To je pa pristaniški festival v Klagenfurtu na jezeru, ne? To smo 4 dni bili, takoj tedni zatem smo bili v Bernbachu na Freundschaftsfestu, ne? Tako da tu smo pa 2 dni bili, to je tudi bilo veselo, tako da je bilo živo res. Pol smo še bili na Musikštadlu, ne? No, pa vi pa Tako da res smo kar dosti gore, potujete. ne? Povejte, Ivan, vi pa tudi izdelujete tele vaše bobne. Ja, tako jaz tudi lončeno basa izdelujem, ne? Mi ga lahko date malo, sem tale pa res tak gromozanski. Ja, zgleda gromozanski, ja. Koliko kilogramov ima? Pa nisem ga niti tehtal. A vi imate to fajn našpilano, mislim, imate fajn nablaženo, vidim. Ja, mora biti, ja, da če nima vleženo, ne gre, da su nič ne gre. Ima pravi glas, ne? A mi gre v redu? Ja, vse bi šlo, super. vse bi šlo. Ivan, vi to delate, ne? Tako, ja. Imate to tudi, da lahko kupijo. Imam tudi to, da lahko kupijo, A, to pa imam votlo. certifikat umetnostne poti. Zakaj pa to votlo, Ivan? To je vod, mora biti votlo. A tak mora biti? Tako, ja, pa potna tudi nima, ne? Jaz se zato vidim, ker podna nima, jaz mislim, da je to zato ima podna. taki dober glas pol, ne. Zato pa vidim, kam je tukaj spodih piha. Zrače Zakaj ne. to pa fajn piha spode, Ja, ne? ja. Tako da ja. Ja. A, to je prav zato, ker ene tiste dekorativne, ki jih imate, so pa polne, a ne spodaj. Tisto so polni, ja. Je to, ker pač dosti igramo, ne? Pa, Ja. To sem sam ugotovil, kak je najboljše, ne? In tudi tako delam za sebe, Ja, ne? super. Prva pesem je bila z naslovom, tako ljudsko domača. Ja, 4 fante špilajo, čekli smo mi 3, ne? Jo, pa imate, pa pol Cvetko še zraven tudi, Ja, ne? četrta, ja. Četrta. Cvetka, kaj igra? Bolj z jezikom, ne? A Čivka zraven. Čilka, ja. Dajmo seveda pozdraviti tudi še Cvetko. Cvetko, prisrčen pozdrav tudi vam. Ja, pozdrav. A se tudi vsem spomnite gledalcem. lansko leto, koliko smo se nasmejali tu? Dosti smo se nasmejali, lušno nam je bilo, marsikaj smo povedali. Povejte mi, kaj pa na kit pa vi? Vem, da lani ste Ja. pa nesli en cel kup. Delam, sicer zaradi bolezni sem letos malo manj, ampak drugače pa nekaj za dušo moraš in to ti ne da miru in stalno moraš nekaj mrdati, po domače povedano, ampak malo nam je časa vzel tudi naš novi vnuk, tako da še tisto moramo. Tri fantke. Trije fantje? Špilajo. Špilajo, trije fantje špilajo, veselo pesmico. Tako pa zdaj trije, ja. Potem pa Cvetka malo zapoje zraven. Cvetka pa ne zna peti. Ne zna čist nič zapeti. Ne. Nobene otroške. Ja, tudi je. Jaz pojem mojim vnukom, samo se moja hčera čudi, kako moji vnuki tako znajo zapeti, če jaz pojem narobe. A reči, če narobe pojete, da je Cvetka, pa jaz mislim, da... Ivan, a ima posluh gospod Cvetka ali ne? Po pravici? Ja, Cvetka, tudi kaj pišete vi tekste? Tekste ne, ampak pravljice. Pravljice pišete, točno, Ja, nekaj ja, vem, da je ja, bilo, ja. ste že zdaj morda kakšno zbirko pravljic? Ne, nisem, ampak bo v kratkem, ja, ampak to imamo prav posebno pravljico Rdeča raketa in to je pri nas, ko smo z vnuki čisto stalno na programu pravljica Rdeča raketa.
To je vaša, ste vi napisali Rdečo raketo? Tako. To je pravljica, Prvo dolga. je tak, glede. No pa poslušamo malo. Najprej mi vnuki rečejo babica pravljica. Na kar babica razmišlja, kaj bi, in reče vnuki, babica, kaj pa če bi obiskali zvezde? Pa greste na zvezde? Pa gremo na zvezde, ampak Okej. na zvezde ne moremo, če nimamo rakete. In v eni pravljici naredimo raketo in potem gremo spat. Povejte. In potem drugi dan gremo naprej, ampak raketo smo naredili iz kartona. Dedi je dal barvo, pa lepilni trak, pa smo mi to vse zalepili, vse skupaj naredili, ampak še stalno se vozimo z isto raketo. Ste z isto raketo še vozite? Ja, ampak smo Povejte. bili povsod na zvezdah, na planetih, ampak to so naprimer planet žalostnih nosorogov, planet To si vi vulkanov. sprot pa vzmišljujete? Prvo jim jaz pravljico povem, pol pa jo zapišem. To pa zapišete. Zato, ker danes je pri nas tako že, da en vnuk je star 6, en pa 4, ona dva tako vneto sodelujeta pri teh pravljicah, Zvečer? da tako Kdaj pa zaspijo zvečer, potem? Pravi hčera, babi, to je predolga pravljica. 1 uro pa pravljica res ne more biti, ampak gledajte, jaz povem pol stavka, potem ona dva nadaljujeta in to tako lepo. In komaj pridemo do konca. No, tako da pa babi prej zaspi kot pa otroci. Skoraj, Ponavadi je skoraj, ja. tako. Draga družba, čas je zopet za ples pa za glasbo. Ivan, druga pesem na štali. Ne, vse me že gleda, sej vam dam tale bas boben ali kaj je že, ne, me tako že gleda. Ja, bolj Te ne mi bo, ga, ne? Bolj ne bo. Draga družba, na štali, torej druga pesem, hvala lepa. Ne bi imel na kaj poriniti, če ne bi imel. Bi pa počinil. Ja. Tako. Vas vabim, da zapojete in zaigrate torej drugo pesem, a zraven tudi zaplešajo folklora? Ja, seveda zaplešajo. Ja, jih povabimo, ne. Draga folklora, ja. pridite. Nove skladbe, nove pesmice, ki jih lahko dobimo na novem CD-ju. Tako na novem CD-ju lahko, ja. Odlično. Kje se lahko da dobiti? Da se pa dobiti pri meni, ne. Lahko pokliče 041 684 745. Ta skladbica zdaj se pa imenuje Naš tali sva se ljubila. Je to autobiografska? Ne, to je od našega harmonikaša. On je hitro na harmonikarja, zdaj je dal tole, ne? Dosti po štalah hodil, ne. Tako, dobro. Porini pa počini in pesem Na štali. Bravo, odlično, ste se že kaj ogreli, draga družba? Vam, zdaj imam, kar vsi bežijo odkole od mene stran, jaz ne vem, ali grizem danes. Je pa res, da, kot smo rekli, danes zadnja oddaja, pa smo tako malo, ne, že na off
smo malo sproščeni, razposajeni, zdaj pa pričakujemo, ne, počasi gospod Silvo, da se nam pridruži, ni je še tukaj, bo seveda vsak čas prišla po lepo nagrado. A kdo od vas igra na harmoniko? Kdo igra harmoniko? Vi, ja. Tudi vi igrate harmoniko? A res? Ne, jaz se samo učim še malo. Vi se učite? Ja, zdaj tako že keko teko preleta sem že. Ja, kdaj ste se pa začeli, kdaj ste prvič vzeli harmoniko v roke? Imel sem veselje od male nog. Samo nisem imel možnosti, ko bi si lahko harmoniko kupil, Ja. pa starši so ne imeli. In zdaj pa starejši pač sem že lahko se harmoniko kupil, zdaj pa se pa malo treniram doma. Majte, in kjera je prva pesem? Koliko je vam ime? Štirje fentje špilejo Štirje tudi, fantje, ja, koliko je ja. vam ime? Vlado. Vlado, pridite Vlado malce sem, dajmo aplauz za Vladota. Imam klavirsko. Klavirsko? A to je pa druga zadeva. Klavirska je tista dražja, veste, tako da zdaj si je gospod nabral toliko denarja. Imam pa vulo, ko malo kupim na takšno harmoniko. To še pa niste igral na to harmoniko? Nisem še nikoli igral. Zakaj pa na klavirko? Ker ponavadi prešaltajo prvo na frajtonarco, ki je bolj taka ljudska, potem pa na klavirko. Imel sem prvo možnost v klavirske, do toti pa še ni. Če bom kdo imel kakšno možnost, ne? No. Če kdo ima kako harmoniko viška, dajte jo povedati. To. To je mislil gospod povedati. Ja, takole, lepa nagrada danes, ne? Lepa, zelo lepa. Jaz bi vam z velikim... Jaz sem samo šmigel, če bi slučajno jaz prišel na vrsto. A ste me kdaj poklical v oddajo? Nisem, nažalost. Pa drugič, ne, takole. Pa drugič, ja. Mi bomo zdaj še zaplesali eno pesem. Ivan, tretja pesem zapovrstjo je pa z naslovom. Vi veste? Tole vam je slistič, ne? Po hladni senci se spreham. Ivan, odkot so te pesmi? So to predvsem iz vašega konca? Ja, Ali to našega mešanica konca. vseh? Mi v glavnem stare izbiramo, ne. Tako da imamo mešano, ne. Nekaj ljudskih, nekaj takih starih tudi, ne. Ste vi Da tisti, samo- ko takole brska tele? Vsak nekaj pri tele- nas, vsak nekaj. Zdaj pa še pa malo predstaviti, Ivan, kdo je v skupinci? Harmonikaš je Stanko, Dajmo aplauz za Stankota! gitarist je Ivan, Ivan! pa jaz sem Ivan. Ivan! Kot Cvetka pokliče Ivan, kdo se oglasi? Ja, zdaj, če igramo kje skupaj, te pač mora reči Ivan ena, ne. A ti si Ivan, Elena? Jaz sem ena. Cvetka, Cvetka, pridite sem. Napadete. Ja, Cvetka, evo. Kaj se je spet zlagal? To je Ivek Poprleško, ne vem zakaj se ima za Ivana, če Ivan ni. Če Ivek? Ja, to je Stanko, pa tam tisti pa mora biti Ivan, zato ker Da se ne more, pride da tako. ne more imeti dva Iveka. No. Ja. Bi bilo hudo med dva Iveka? Bom drugič. Takole. Jaz bi Ivan, bi bili pa trije Ja, Ivani, ne? trije, veste Da se kaj je bi pa to? vsi trije obrnili. Ivan je na kubik. Tako. Kaj še? Ivan. Jaz sem pravzaprav po domačem Krajničev Hanzek. Hanzek? Ja. A res, tako da lete, zdaj Ja. pa ni razloga, da pride do pomote. Ja. Ivan, od danes naprej Tako se Hanzek. reče po domačem, po prleško. Tako da od danes naprej ste Hanzek. V redu. In tretja pesem današnjih osrednjih glasbenih gostov z naslovom, torej Po hladni senci se sprehajam. Po hladni senci se sprehaja, po licu solze mi teko, ko vidim pred seboj podobo. Zgubil sem dekle ljubljeno, ko vidim pred seboj podobo. Zgubil sem dekle ljubljeno, kako prisrčno sem jo ljubil, ko si je drugega zbirala. Ostalo srce je boleče, ljubezen mi je umirala. Ostalo srce je boleče,
ten grob me dol zakrije in bleda smrt oči zapre. Ljubezen še iz groba vpije, oj draga ne pozabi me. Ljubezen še iz groba vpije, oj draga ne pozabi me. Ali zavese skrivajo ali odkrivajo, odvisno od tega, na kateri strani ste, dragi moji. Bodite na strani najboljših. Samo material za zavese ali po meri narejene zavese, krniste na steno ali pa na strop, notranje ali zunanje žaluzije, pliseji, roloji imajo seveda vse. Tudi dober nasvet. V Dekor Dolencu na Pohorski 21 v Slovenj Gradcu na 0288 383 20 pa seveda jih lahko pokličete. Bodite na strani najboljših. Dekor Dolenc. Brglezovi vas vabijo v vse Brglezove poslovalnice. Jaz se jim seveda iz srca zahvaljujem za letošnje sodelovanje. V tem letu smo veliko podarili, nagradili, podarjali seveda torte, velikanke in še kaj drugega. Sicer pa vse dodatne informacije lahko zveste na njihovih spletnih stranih. Obiščite v 11 Brglezovih poslovalnicah. Jutranja kavica, domač kruh in pa seveda nepogrešljiv Brglezov sladoled. Obiščite, dobrodošli pri Brglezovih. V Tuševih dnevih poceni nakupov tudi v torek seniorjem vrnemo kar 11% nakupa na Tuš klub kartico. Se splača, ker se manj plača. Tuš, vaš slovenski trgovec. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Sklenite svoj krog varnosti. Poenostavite in prihranite. Adriatic Slovenica. Zavarovalnica z največ zelo zadovoljnimi zavarovanci. V Tuševih dnevih poceni nakupov. To sredo seniorjem vrnemo kar 11% nakupa na Tuš klub kartico. Se splača, ker se manj plača. Tuš, vaš slovenski trgovec. Ja, takole mi že veselo tukaj jemo. Aj, dobro? Odlično. Vidite, mi bomo takoj še narezali. Vi kar narežite lepo, mi se seveda že tukaj veselo, ne, smo se lotili tehle zadev. Lahko pa nas, dragi moji, pokličete tudi, ne, na 090 93 61 22. Pa morda za konec, ko se potem ne vidimo 2 meseca, nekaj lepega rečete, poveste kaj, pa tudi pograjate, če mogoče nismo bili ok, če preveč govorim, če sem tečna, zafnana, ne vem kaj, vse lahko poveste, če sem vam v redu prav tako, tako da 090 93 61 22. Odlično, gremo seveda, tukaj, draga moja družba, že imajo. Cvetka, odlično vino imamo danes. Da, danes imamo vino. Na mizi. Na mizi, tukaj imamo en rumeni muškat, tisti, ki imajo rajši slajše vino. Danes za pot in za tukaj smo dobili v dar nekaj vina, vinogradništva Lesničar.
Oni se ukvarjajo z vinogradništvom, predvsem s slajšimi vini, bolj ženskimi vini, pašejo ravno zraven teh postrežjač, pa poleg tega, ampak tudi poleg mesa gre tudi, to je njihov proizvod. Kaj je njihov proizvod? Ja, A to meso. Meso. Glej, zdaj Polonca, zdaj pa ti nekaj poglej, ne? Meso. Ko sem jaz prvič prišla v Prlekijo, mi je tašča dala takle meso. Poglej, tako na debelo. Zato, ker Prleki stalno pravijo, mi smo dobri ljudje, radi damo in je bilo sramotno dati neko tanko meso, tisto favšljivo, tisto je samo za Gorenjsko. Ja. Gorenjsko, Gorenjci ne zole gledati. Tako da, takole na debelo ste dobili. Tako. In kaj ste pa vi dali svoji? Tašči? Kaj, snahi ali kak je to? Ne. To že gre za iz roda v rod? Ne, iz svoje snahe nimam snahe, jaz imam 2 zeta. Ja, 2 zeta imam, ker imam 2 hčerki, ampak ti moram povedati, da moja 2 zeta kuhata meni, zelo rada kuhata in mi skuhata tako, da včasih ne vem, če bi gledala ali bi jedla. Tako da mi imamo toti master chef ali kaj tako doma. Skozi doma, odlično, Cvetka, ni problema. Vi radi kuhate? Jaz rada kuham za tiste ljudi, ki radi jejo. Zato, Aha. ker tisti, ki pa gleda bi ali ne bi, pa nočejo nekaj poskusiti, za tistega pa ne. Tako moj Ivek, on ne je dobene omakice. Ne je nobene omake? Ne, on je Ivan. samo za konkretno. Ivan. Jaz imam reči tako konkretnega nekaj, ne. Tekočega tudi nimam rad preveč, ne. Ne? Pekočega? Pekočo, ja. Pekočo imam pa vsak dan, ne. Ja, tako, vsak dan Cvetko doma. To tako. A res, torej omakce nobene, Ivan? Nimam več tega, ne. Ne, že od malega. Ja, pa juhe tudi malo jem, ker Goveje, juha. drugače mi to pol po trebuhu, mi tako pulka, ne, sem pa tja, ne. Tako da tole pa gre, ne? To pa gre vse. Tole je tako dobro. Tako Verjamem, dobro, verjamem. tale družba. Povejte, kaj pa vaša hrana? Vaša najljubša prleška hrana? Moja hrana je pa večina res vse. Malo kaj, da jaz ne jem. Kaj pa ne? Nisem spirčen, edino pri ženskah pa sem A spirčen. res? Ja. Kakva pa mora biti ženska za vas? Lepa, mlada, Lepa, ker star sem že sam, ne. Mlada. Kaj pa žena doma rekla? Vse ne vidi, ko je ni zraven. A je to bojo? Ne, zdaj ne gleda, Ne ker ne gleda? dobimo, nažalost ne dobimo. A zikar je šla kakšnemu sosedu? Eva! sosedu, ja. Zikar je šla kakšnemu sosedu? Tudi tega ne vidim jaz. Tako. Kaj pa vi ne marate? Ne maram. Da vam rečemo, res ena hrana pa ni všeč, to pa ne jem. Konkretno se ne morem spomniti, kaj bi ne. Žganci so. Ja, zdaj sem se spomnil. Že od malih nog ne morem sladke repe jesti. A repe ne? Sladke repe, tisto, ko moja mama rezala tako na kocke, ne? Ja. Pa krompir na kocke, te pa To ne. tisto taki duh melo bi nisem mogel tizga jesti. To pa ne. Sem kar bežal k sosedu. Dobro, Ivan, kaj pa vi? Vaša najbolj, bom rekla, hrano, ki je ne marate tako, no, da ni na vašem jedilniku? Ne vem, če je katera Bambi so? Ja. Želodčkova župa? Vse, ja, seveda, vse rad jem. Pica? Ne, ja, pica, ne vem kakrat, ampak jo jem. Najraje jem čevapčiče in to ne naše slovenske, ampak bosanske. A res, pravo ono? Najboljše čevapčiče v A res? Tuzli oziroma Lukavac pri Tuzle. Povejte, potem zahajate tja dol večkrat ali kako? Vsako leto. Vsako leto greste? Ja, žena je moja tam doma. Aha, Ja. prav iz Tuzle? Iz Lukavac pri Tuzlu. Tuzli, tako da doma imate najboljšo ženo, pa najboljšo Ja, čevapčiče? seveda, ja. Zdaj morate Ja, reči. Ja, najboljše. Tako, Samo imam samo eno, ni? ja sej, ja bog, upam, Zato moram reči, da je Ivan, najboljše. upam, da ja. Ja, Med seveda. ostalimi. Med ostalimi. No, saj ni treba vse povedati. Ne, Ivek, javno. prosim, ne. Hanzek, hvala lepa. prosim. Hanza, ne? Viš, Hanzek. Hanzek. Cvetka, pri pravljicah smo bili, pri hrani smo tudi tamle bili. Kaj pa ples? Vi kaj plešete? Ne vem, kakšna folklora, pa to ne. Ne, nažalost ne morem, 2-krat sem bila operirana na hrbtenici in to je ena izmed stvari, ki bi jo rada počela, pa je ne morem, ne Ampak smem. danes ste tu z nami pokončno. Sigurno, tako, gledajte, jaz nisem s Prlekije doma, moj Skud mož ste je živeli? Prlek, jaz sem Mariborčanka. A Mariborčanka to, ta Mariborčanka, ne? 15 let smo v Prlekiji,
kupili smo si tam eno majčkeno kmetijico, sicer ne vem, kakva je to kmetijica, če nimamo dobene živali, razen pticov, ki letajo po nebu, no, ampak imamo pa sadovnjak, sadje obožujemo, nasploh lepo mi je tam, lepo. Sem tudi turistična vodička lokalna za Prlekijo, pa to tako, da se že potem vidi. Ne vem, ne bi zamenjala za mesto. Lepo. Lepo živeti na deželi, tam se čas malo ustavi. Malo se ustavi, ampak... Pa pristni odnosi. Ja, tako. Glejte, v Mariboru, rečem jaz skoraj, ti je sosed v lonec gledal, kaj kuhaš, ne. Naprimer, tu pa je res prostor, zelenica je velika, tudi vnuki imajo prostor, tako da je res, ne vem, no, ne bi zamenjala, res ne, no. Jaz bi pa malo prešaltala. Na vino. Ne, ja, sem na belga, da ga sprobam, samo to je samo po pameti, ne, jaz res samo tako vedno za zdravje, kakšen, da mi malo obtokne, prevetri sem pa tja, tole je rumeni muškat, ne? To je rumeni muškat. Družba na zdravje, res samo malo, ne, ker to je res samo za zdravje in nič več. To imam zelo rada. Ja, gledajte, doktor Šinkovčeva, ona je vitezinja vina. Odlično. Ona je nekoč dejala, da bi vino bilo za infuzijo, če ne bi imelo alkohola. Ima vse dobre stvari, od vitaminov, mineralov, vsega, ima pa alkohol, zato pač nažalost za to ni primerna, ne. Ampak gledajte, vsaki dan bi mogel vsak človek spiti vsaj kozarček vina, že zaradi vitaminov, zaradi vsega. Zdaj pa katero mu je ljubše, ali belo, slajše, ali mogoče rdečo. Sicer pri nas v Prlekiji, ne, je dežela šipona, največ je šipona, potem drugih sort je sicer malo manj. V zadnjem času imamo tudi neke rozeje, sicer, ampak tak. Imamo pa tudi kar precej brajde še. Tudi vi imate? Ivan, imate brajde doma? Ne, mi imamo pa nekaj trsov posajenih, ampak takih, ki se lahko zobajo. Ja, ker imamo tega samo malo, pa tak, tistih 10 trsakov, ampak to je bolj za lušt, ko pa za vse drugo. Cvetka, vi zdaj malce počinite. Bom počinila. Ivek, mi bomo pa zdaj zaplesali, mi bomo pa porinili, pa potle počinili. O, redo? Takole, naslovna pesem. A boste zaigrali? Pa seveda. Porini pa počini, naslednja pesem. Ampak, drage moje dame, zdaj le bomo malo naredili zamenjave. Kdo bo zaplesal z mano? Pa še vidve, gospe, danes bo zdaj malo mi zamešali. Kaj pridite, gospa, dragi moji fantje, pridite, znamo malo, vi boste moj. Vi boste moj, gli smo dosti velika, tako da ja, evo, odlično, ne? Ja, smo, ena dama bo sedela, gospod, kar pridite plesati, kole, draga muska, gremo, porini pa počini. Samo sebe pač ne gre, pa pori
moja plesalka zelo lepo plesa. A pa še en ples odplesala? Vedno. Veš, kar sete. Še naslednja pesem z naslovom, katera? Bomo pogledali, jaz malo pozor, pa se fantje naši vedo. Upam, da bo taka na poskok. Prav hitra. Bomo vedeli, ne? Fantje, prosim, naslednja poskok. Noč po noč je slanca padla na zelene travnike, je vse rožice pomorila, vse te drobne rožice, men pa ni za rožice drobne, če je slanca pomori. Ja, odlično, držite me, da nam padla, tako odlično. Ja, tako, hvala lepa za enkrat. Jaz sem se Ivan zdaj odlično naplesala. Prav fajn je bilo, tukaj imamo seveda mikrofon. Moj soplesalec, kako je bilo? Zelo lepo. Zelo lepo, da sem tako mlode plesal. Sma tak te drži. Zdaj lepa je z nami nekdo. Dajmo en velik aplauz. Silva, prav lepo zdrav, iskrene čestitke. Silva, vidim, čutim, da vam srček ful bije. Silva, ko sem zavrtela številko, ste nas gledali danes? Gledam vsako oddajo. Zraven kuham kosilo, ne? A mož zraven? Ja. Mož, pridite zraven na našo družbo, dajmo aplavz še za moža. Iskrene čestitke tudi vam, tako. Povejte mi, pridite malce bolj sem. No, eden na eno stran, eden pa na drugo. Evo, kar pridite. Silva in pa gospod? Martin. Gledate našo oddajo, nas spremljate vsako nedeljo, prav gotovo, ne? Vsako nedeljo, razen kakega izrednega slučaja, drugače pa vedno. Martin, a kdaj zakuha? Ja. Se je kaj kdaj prežgalo? To še pa ne. To pa ne. Torej, zvesti gledalci, Silva, kolikokrat ste nas, ne vem, poklicali? Koliko lističev je bilo noter približno? Mogoče tam ni 4-5. 4-5, to ni nič, ne? Ja. Napravim koliko lističev. Ker niti nisem danes razmišljala, da bi jaz lahko tule noter bila kaj. To mi je pa danes
In ko sem jaz zavrtela številko, pa ko je začelo zvoniti, kaj ste mislili morda, da bi kljubilo? Mislila sem, kdo se pa zdaj v tem trenutku spomnil, da me kliče, ker mislim, imam kolegice, ko me tudi pokličejo med kosilom, ko kuham, ne. Pa zazvoni telefon, ampak tudi v tistem trenutku sem si mislila, pa ravno zdaj le, ne. Pa zdaj le, ko Polonco gledamo, pa oddaja nedeljo po dni, pa kaj, puste me primir. Ja. In pol? In pol jaz, ko se oglasim, ko slišim vas glas, wow, ne, to ne more biti res. Dajmo še en aplauz za Silvo, pa za Martina. Jaz sem res zelo vesela. Martin, kaj boste s harmoniko? Vi igrate? Ne, jaz ne igram, pa želel sem si pa skozi, da bi bila harmonika pri hiši. A res? Tako. To je bila vaša želja? To je pa moja želja, če ne, jo bom pa kupil. Če ne pa kupil. Kaj, ni bilo potem možnosti, kako v mladih letih? Ne, imamo vnukinjo in sem rekel, če bo ona imela kak talent, da bi igrala harmoniko. Ivan, dajmo predati častno harmoniko tole, ne? Silva, vi pa harmonika igrate kaj? Ne. Ne igram, mislim, nobenega inštrumenta, poslušam pa zelo rada tole narodno zabavno glasbo, pa tudi zabavno, ampak v tej narodni zabavni se jaz sprostim, dam skrbi pa živce na off. Na off, evo, na off smo zdaj smo vsi na offu. Silva, res iskrene čestitke, lejte, zdaj vama predaja gospod Ivan takole, ali pa kar vi, gospod Martin, ali pa Silva, ko je dobila. Zadeli uspešno, ne, da bi jo uporabljali, ne, da bi vam dobro služila, ne. Tako, Silva, dajmo k Silvijo gor, da vidimo, kako bo zgledal takole, evo, Silva, jo sploh znate prijeti? Ne. Dajmo jo malo takole, bomo malo stisnili, evo, pa takole. Silva, zdaj pa eno zašpilati. Tis bo pa tako. Silva, tudi za začetnike, a veste, je tale harmonika več kot dovolj in odlična. Malce smo seveda raztegovali tukaj v naši oddaji, tako da le skrbno jo očistite. Res sem vesela, da je šla v prave roke. Silva, odkot prihajate? Jaz nisem prej slišala. Prihajam iz Socke pri Novi Cerkvi. Ja, odlično, torej ni bilo daleč stran? Ne, ni bilo daleč, ampak nisem imela trenutnega prevoza, da sem še hitro moža klicala, da pride hitro domov, da gremo domov. Mož, kje ste bili? Ja, jaz sem bil malo pri daljšem sosedu. Pri sosedi, ali sem šel nekaj menic za to. Tako. Niste bili pri sosedi? Ne, pri sosedi. Sta bila oba doma. Pa dobro, danes je vse oproščeno. Ampak jaz želim, da ste danes še do konca z nami tukaj, da se poveselimo, da kakšen kozarček spijemo, pa da boste še naprej naši zvesti gledalci. Bomo, to pa skrbijo. Silva, mi pa si želimo, da ostanejo take lepe oddaje še naprej. Res, Polonca enkratne oddaje imate. Super, odlično. Tako. Draga moja, usedite se zraven, harmoniko lahko damo tukaj, ali pa Silva, če želite imeti skozi gore, lahko imate drugače pa. Ali pa jo damo tjali nazaj. Martin in pa seveda Silva, usedite se, skupaj bomo se veselili, porali. Tako da to sta naša današnja nagrajenca, torej nagrado je dobila gospa Silva iz Socke, iskrene čestitke Silva, pa jaz seveda še upam, da bomo drugo leto imeli kakšno res dobro nagrado, za katero se bo splačalo potruditi in seveda splačalo tudi poklicati. Vsem tistim, ki danes niste imeli sreče, kaj ne rečem, ne vrzite puške v koruzo, kot je tale stari pregovor, vedno gremo znova in znova in upanje ne ugasne nikoli, upanje mora vedno ostati, tako da za naslednjo sezono se prav gotovo potrudim, pa pripeljem kakšno lepo nagrado za vse vas, drage gledalke in gledalci. Gremo pa seveda naprej. Cvetka, kaj boste rekli to? Jaz sem začist mokra, no kaj ne rečem, vzhičena, sem vesela za gospod Silvo. Kaj ne rečem, stalno me potisneš v drek, po domače povedano, ne. Zdaj sem vesela, da sem gospod Silvo izžrebala, lani sem torto velikanko izžrebala, ampak zdaj poglej, samo 2 nagradi sem lahko dala, zdaj vsi ostali pa so ostali tak in zdaj drugi reče, poglej, spet tota. Spet tota. Pa bo mariborsko, spet tota. Pa vi imate pa res zdaj srečo, ker ste bili lansko leto tudi tukaj pa izžrebali nagrado, ampak spodobi se, draga družba, se zdaj malo stanemo, gremo se vsi vstati.
pa zapojemo še tisto eno lepo pesmico. A damo tisto, mi se imamo radi. Pa se dajmo okrog prijet. Pa dur, prosim, gospa Silva, dajte dur, prosim. Pa gremo. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi prav zares. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi prav zares. Saj smo sami mladi, 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 mladi. Saj smo sami mladi, 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 mladi. Saj smo sami mladi, 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 mladi. Saj smo sami mladi, mladi prav zares. Juckamo, tam, kjer je veselje pa glasba, tam so dobri ljudje, Cveta? Tam so dobri ljudje doma, tam je dobro vino doma, kot smo omenile. Kaj smo pozabile omeniti? Smo še pozabile? Ja, Kaj? pozabile smo omeniti, da so Ljutomerske Ormoške gorice spadajo med 5% najboljših vinorodnih leg na svetu. To je dokazano? Dokazano. Res? Ampak mi Ponosni? se ne znamo prodati. To pa smo, Ponosni pa smo vsi, kjer vemo, zato sem zdaj povedala še tudi vsem ostalim, ki ne vejo, naj bojo ponosni na našo Slovenijo, imamo vse. Vse, kar imajo veliki, je bila nekoč tista reklama in imamo res vse. Od morja, planin, vinogradov, ravnice, Lepih polje, žensk. lepih žensk, Prijaznih. najlepših žensk, pa Dobrih tudi glasbenikov. moških. Pa tudi moških, Ja, pa glasbenikov, pa morja, pa vse imamo. Vse imamo, vse. Imamo kozarček za našo slavljenko oziroma nagrajenko. Bomo našli kakšen kozarček še? Ja, pa za seveda gospoda, takole jim bomo tudi nalili. Kako se počutite, Silva? Malce prihajam k sebi. Joj! Svetka, dajte mi mikrofonček, jaz kar podajam si tale mikrofon, sem pa tja, hvala lepa. Kaj ste rekli, Silva, prihajate k sebi? Ja, prihajam da k sebi. Da ne bomo rabili ampak- kakšno infuzijo? dati Ne, le. ne, to ne bo, to ne bo. Ampak še vedno res ne morem sama verjeti, da, je to, da se je Res. resnično to meni zgodilo. Evo, Da me je kozarček. sreča enkrat v življenju. Ja, pa Mislim, kaj? Na tej strani obiskala. Zdaj vas je drugič, eno imate z možem. Ja, to ja, mislim, sem v tem oziru. Ne, Ja. da me, Ste kdaj že dobili kakšno nagrado? Ste bili že kdaj žrebani? bila sem izžrebana enkrat pri vas. Kaj ste dobila? Tole iz Slovengradca, tiste predstave, ko je bil. Za vroče? Ja, tako. Ga uporabljate? Ja. Super, Ja. to je bila nagrada in To je zdaj bilo. še enkrat. Da, še pa enkrat. O, kak lepo. Ampak resnično to je potrditev, da resnično moram gledati to oddajo. To pa resnično morate gledati, Tako. tudi drugo leto, ne? Tako, draga družba, vzemite si pa na zdravo, ne, za srečo in za odlično zaigrane na novo melodije, ne? Gospod Martin, zdaj se boste mogli harmoniko naučiti igrati, ali že kaj znate igrati? Ja, jaz še nič ne znam. Kaj da bomo- Bomo pa poskrbeli, da bo harmonika v prave roke prišla. Da bo šla v prave roke, ne? Ampak Martin, Pa še bo počakala, pa bo. Martin, ampak če je to bila tudi vaša želja, ste imeli kdaj željo, da bi vi igral harmoniko ali ne? Ja, tudi sem imel željo. Ste imeli Ja, željo? tudi sem imel željo. A veste, da nikoli ni prepozno. Ja, to pa res. Ne? Tako da, vsaj eno muziko za dušo, eno pesem, dve in je super, ne? Bomo poskrbeli Tako, za to. na zdravje družba, a bomo še malo za Juckal! Marička ima gospa glas, a ne takole. Zdaj si bomo pa privoščili kratke oglase, potem pa zopet, ne, s našo družbo, veselo družbo naprej.
zavese skrivajo ali odkrivajo, odvisno od tega, na kateri strani ste. Obiščite Dolenc Dekor d.o.o. na Pohorskju 21 v Slovenj Gradcu ali pa jih pokličite na 0288 383 20. Njihova spletna stran pa je www.dolencdekor.si. Pri seji roloji, karnise za na steno, za na strop, notranje zunanje žaluzije, obiščite Dekor Dolenc. Poglejte, torte vseh velikosti, vseh debelosti in seveda različnih okusov. Vsak ima svoj okus in seveda vsak svoj okus si lahko izbere pri Brglezovih. Nepogrešljive kremne rezine, domač sladoled, domač kruh, pecivo za vse priložnosti, za poroke, za obhajila, za razna druga slavja in pa seveda kruh. Kar lepo število kruha proizvajajo, torej Brglezovi, in pa slasti in mastni Brglezovi krofi. 11 poslovalnic, obiščite jih, prisrčno dobrodošli pri Brglezovih. V Tuševih dnevih poceni nakupov tudi v torek seniorjem vrnemo kar 11% nakupa na Tuš klub kartico. Se splača, ker se manj plača. Tuš, vaš slovenski trgovec. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Sklenite svoj krog varnosti. Poenostavite in prihranite. Adriatic Slovenica. Zavarovalnica z največ zelo zadovoljnimi zavarovanci. V Tuševih dnevih poceni nakupov. To sredo seniorjem vrnemo kar 11% nakupa na Tuš klub kartico. Se splača, ker se manj plača. Tuš, vaš slovenski trgovec. Ja, mi tukaj kramljamo, jemo, čvekamo in se veselimo današnje nagrade in pa seveda sreče gospe Silve in pa Martina. Naslednja pesem, ki jo boste zaigrali, pa je Nede mi več rasla travica zelena. Tata je pa meni, Ivan, zelo všeč. To je pa Prekmurska ljudska. Prekmurska ljudska. Tak en lep melos. Kakšen melos imajo te vaše skladbice, vaše pesmi tam, na tistem koncu? Nekaj imajo prleški, nekaj prekmurski. So otožne ali bolj veselijo? Ljudske so tako bolj otožne. Bolj otožne, ne? Ja. Ivan, načrti za prihodnje, ne vem, dosti verjetno igrate po raznih zabavah. Igramo ogromno, včeraj smo tudi okrog 200 ljudi je bilo, smo igrali. Za presenečenja? Ne, za invalide smo, prav celo popoldne smo igrali. Res lepo, torej ste tako presenečenje za vse tiste, ki imajo radi glasbo? Tako gremo bilo kam, ne? Igramo tudi na Abrahamih, pa vse posod. Torej najbolj na Abrahamih? Ja, vse posod. Tudi samostojne koncerte imamo, tudi take 2 urne. Super. Uro pa 3/4. Kam vas pa lahko pokličajo za kakšno zadevco? 041 684 745. In pa rekli smo, da spominki takšni, drugačni, seveda tole je veliki, tale boben, a ne? Lončeni bas, temu rečemo? Lončeni bas ali gudalo pravijo, pa več imajo tega, ne? Imate pa tudi majčkane, ne? Za spominke. Tudi majčkane za spomin, tako ja. To se lahko pri meni dobi, ne? Lahko pa tudi kako nagrado postavite, pa bomo kakšni CD podarili, ne? No, se tudi, gledajte, 90 93 61 22, dobrih 15 minut je še do konca. Kaj pa bi podelili? Ja, kakšni CD? CD podelimo. Tako. Ok, torej, kaj pa nagradno vprašanje? Nagradno vprašanje bi pa lahko bilo, kako se reče temu inštrumentu? Torej, kako se reče temu inštrumentu? 90 93 61 22, dodamo torej zgoščenko, pa morda še dodamo kakšen litrček zraven, tistega domačega vinčeka, ki ga imamo danes tukaj, od znanega kletarja. Od znanega kletarja, ja. Kako je že? Lesničar. Lesničar. Milko, ja.
On je pa blizu Jeruzalema, ne? Brebrovnik se reče, ne? Ima zelo dobro vino, ne? Ja. Pa tudi kaj za pojesti. Tako, odlično, nič 90, 93, 61, 22 številka torej. Veste, kaj sem pa vesela? Pa to ste pri nas posneli tole sliko. Tako slika je tu pri vas posneta bila lani. Ja, lani. Lani. In potem ste dali tole sliko kar lepo na CD. Tako. Sem zelo vesela. Bomo zdaj malce pokazali, a ne? Odlično. Na kateri je torej 13 skladbic. Tako, ja. Kaj pa to Alte Jager? Alte Jäger, to je Alte pa Jäger. avstrijska ljudska, v nemščini pojemo tudi. Ker v Avstriji dosti nastopa, imajo te pa nekaj nemških imamo tudi. Odlično, odlično, torej tudi nemško Ja. prepevate. Tako. Nete mi več rasla travica zelena, to je pa naslednja pesem. Ja, prekmurska ljudska. Tako, Ja. odlično. Prisluhnite, družba, bomo malo zaplesali. Bomo, a ne? Travica zelena, ki se mi je šetala, ljubica Ljubljena. Ki se mi je šetala, ljubica Ljubljena. Ljubica Ljubljena, travica zelena. Ljubica Ljubljena, travica zelena. Ljubica Ljubljena, travica zelena. Nikaj se ne joči, ljubica Ljubljena. Če te ne bo mogel ges pred oltar pelati. Če te ne bo mogel ges pred oltar pelati. Pred oltar pelati, roko ti podati, roko ti podati, lice kuševati. Roko ti podati, lice kuševati. Bravo, bravo. Baje, da ni okusno in pravilno jesti na televiziji, ne? Ampak jaz sem se lotila zdaj te stvari. Odlično. Dragi moji dami, pridite v mojo družbo. Danes imamo z nami, oziroma sta z nami tudi dve gospe, a tudi iz društva kmečkih žena. Tudi, ja, babic vrneški, pa dedekov še zraven. Kje imate dedeke? Ja, tu so oboje, vse pa ima vsaka svojega dedeka. Imate ve tudi svojega tu? Ne, moj pa ni, moj pa je. Ne, vaš tudi ni dan zraven? Ne. Lepo ste oblečeni, dragi moji. Ja, to Kakšna pa je, obleka je to? To pa je obleka prleških babic. Prleški babic? Ja. To pomeni kaj? Fürtoh. Fürtoh, si Ja. prav povedala? Fürtoh? Fürtoh. Kak? Fürtoh. Fürtoh, ok, fürtoh. No, nekoga imamo pa na zvezi, dober dan. Halo, halo, kdo je z nami? Halo? Ja, vaše ime? Halo? Halo? Kako vam je ime? Tone iz Celja. Tone iz Celja, lepo zdrav. Za nagradno, oziroma za nagrado ste klicali, a ne? Ja? Ja, povejte, kako se imenuje tale instrument? Bas. Kakšen bas? Od... L? O? Lon? Lončeni bas. Ba bravo! In nagrada je seveda lepa zgoščenka in pa zraven bomo dodali še liter Vinčka. vinčka in sicer rumeni muškat. A bo v redu? Jo, odlično. Tako, in seveda pridite po nagrado na televizijo Celje. Kdaj? Lahko že tudi kar danes po oddaji, če želite. A ne? Drugače pa vas bo naša oziroma vaša nagrada čakala tukaj v našem studiu, prav? V redu, najlepša hvala. Srečno in nasvidenje. Želim vam naprej
Lepi dan. Srečno nasvidenje, kljub prniških babic. Kakšno je vaše delo? Kaj se, drage moje dame, počinjete? Zelo dosta delamo. Imamo muzikante, tamburaše, ljudske godce, imamo razne delavnice, od pletenja, izdelavo rožic, tudi iz papirja, iz krepapirja, štrikanje, kvačkanje, vse, kaj pač si kdo. Barvene steklo. Mira, mojstrica ste v kateri zadevi ste mojstrica? Joj, v plesu. Plesu? Ne, vse sem mogla vse delati, ker sem bila prosvetna delavka. Dobro. Marsikaj praktičnega smo izdelovali. Kaj ste delala vi? Učiteljica sem. Pa ne se hecati. A ste bila stroga? Ne, nisem. A dajte. Realna. Realna. Kakšno oceno ste bolj, ko ne potem delili? Trojke, štirke? Vse, kaj je bilo. Ja? Kaj si je kdo zaslužil? Kateri razred ste učila? Od 1. do 4. A so bili navihani? 4. zelo. 4. že zelo, Ja. ne? Ja, Tam so že bile prve ljubezni. A res? Ja. Vi ste pa videli vsega Boga, Ja. ne? Kaj se dogaja že v No, šoli super, danes, super, ne? ja. Kako dolgo ste že v pokoju? 15. 15 let. Pa veste, da se je od takrat pa do danes ogromno spremenilo? Ja, vem, da je moja ščerka tudi prosvetna delavka. Tako dan se že v drugem razredu zaljubijo, je? Tako Ja. da ja, evo. Ali pa že v malem vrtcu. V malem vrtecu že so Ja. že kakšne ljubezni. Kako dolgo ste že v tem društvu? 10-12 let. Ja, Z veseljem zahajate. zelo. Predvsem zaradi kaj? Zaradi druženja? Hotela sem igrati tudi bisernico, pa ni šlo takoj, te sem pa pri folklorju ostala. Pa pri pevci. Kaj ni šlo? Prsti niso šli ali bisernica je Premalo bila? vaje. Premalo vaje, ne? Jaz mislim, da je treba, kaj pa talent? Talent bi bil. Talent je bil, Mhm. pa to ni vse, ne? Mira? Ne. Tudi če ima človek talent, Ker pa v če ni. srednji šoli sem pa violino 3 leta igrala. Tako da. Tako da ja, sej Neke talent, strune ja, poznam tudi, neko je pa- neke strune poznam, ne, tako Ja. da. Veliko vaje treba. Ja, to pa res. Če ne. želiš, da uspeš. Še eno pesem bomo zdaj zaplesali skupaj mi vsi, potem pa še zaključili zaključno besedo in zaplesali še eno, pa rekli nasvidenje do meseca septembra. Tako da, draga družba, smo pripravljeni, Ivek, za naslednjo Tako, pesem pripravljeni. z naslovom. Lansko leto sem se oženil. Lansko, to pa, ste vi oženjeni? Naš sotrepin se 4-krat ženil, jaz sem poročen, ne. Zdaj ima pa Peto na preizkušnji in je besedilo prav za njega. No, Prav za njega, torej za našega Hanzeka, ne? Še prej pa moramo pokazati, da tukaj imate vaš logotip oziroma vaš, ja. Pa mak je znak vasi Pristava, a klas je pšenice. Tu pa je tak proces. Grozdje. Grozdje? Tole, Žlahtna ko so kapljica. hribi tam okrog tudi Jeruzalem pa Imate tako vi pri dalje. vas doma trte? Tudi Ja? 1700 samo ne obdelujemo, ker smo Koliko? dali 1700. Okay, Samo ne obdelujemo, smo dali drugam. Ste dali drugam. Kaj pa vi? Jaz pa sem imela, pa je mi mož umrl, zdaj pa sem stran dala. Ja, pa tako. Še bodo drugi delali malce, ne? Tako. Tako. Oženili smo se kakorkoli že, zdaj bomo vam mi malce zaplesali. Muzika, izvolite. Leto sem se oženil, podoženko sem dobil. Ojaja, oženil, podoženko sem dobil. Baba stara 115, jaz pa komaj 21. Ojaja, 115, jaz pa komaj 21. Zobov nima več kot 5, slepa je že 7 let. Ojaja, več kot 5, slepa je že 7 let. Kruha ne more več čekat, mesa ji pa nimam tak. Ojaja, več vekat, mesa ji pa nimam tak. In zdaj mi boste
boš dala enkrat mir, ojaja, babja zver, zdaj boš dala enkrat mir. Ja, takole, draga družba, mi smo se danes naplesali, odlično nam je bilo v vaši družbi, prišli smo do konca današnjega srečanja in seveda tudi do konca letošnje sezone oddaje V nedeljo pod lipo. Harmoniko smo podelili, kaj naj rečem, iskrene čestitke še enkrat Silva in pa gospod Martin. Nabrali si bomo nove pozitivne energije za novo sezono. Upam, da smo vam bili všeč, če vam nismo bili, kaj naj rečem, ja, tudi tako se zgodi. Da včasih ne malce preveč govorim, včasih pa premalo, neko karkoli. Moj mož bi sicer rekel, Polonca, ti veliko govoriš doma. Sicer pa bilo mi lepo v vaši družbi, seveda v družbi vseh naših fantov, ki vsako nedeljo torej skrbijo za to, da oddaja poteka. Hvala lepa seveda Mirku, hvala lepa Viliju, hvala lepa Mateju in pa seveda Milovanu in pa še ostalim, ki se trudijo za to, da oddaja poteka tako, kot mora. Nasvidenje in srečno torej do meseca septembra, drugače pa lepo se imejte, veliko se smejte in zaključna pesem gospod Ivan z naslovom Ko zaslišimo vsi skupaj znano melodijo. Srečno in nasvidenje! Ko zaslišim znano melodijo, se spomini meni prebodijo. Plesala valček sva o polnoči, sva vedno pa podala roke si. Nežno sva takrat se poljubila, ko sva srečna pred oltar stopila. Nisva pokesala se mi dva, saj še vedno sva presrečen par. Slišim znano melodijo, se spomini meni prebodijo. Nežno strune zvoke zazvenijo, tale valček le za naju dva, za naju dva. Slišim znano melodijo, se spomini meni prebodijo. Nežno strune zvoke zazvenijo, tale valček le za naju dva, za naju dva.
Hvala.